Torej, ob 10. obletnici lahko povemo, da smo kar nekaj že postorili, da imamo za seboj rezultate. Konec koncev ta 10. obletnica Podjetniško-trgovske zbornice bazira na skupaj 39-letnici drobnega gospodarstva v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Torej, gre za zbornico s tradicijo, zbornico z močjo in kot smo danes že posebej tudi želeli poudariti, gre za zbornico, ki obsega 98-99% vseh podjetij v Sloveniji, kar se tiče pripadnosti po naravnanosti zbornice. In če je med malimi in srednjimi podjetji samo 10% podjetij, ki želijo rasti, je to trenutno v Sloveniji 19 000 podjetij, ki želijo zrasti, ki se želijo krepiti, ki želijo prispevati k slovenskemu gospodarstvu in zato seveda tudi spodbujamo naše ministrstva, naše vladne institucije in službe, gospodarsko zbornico v celoti, da pomaga, da omogoči malim, srednjim in mikropodjetjem nadaljnji razvoj in rast v interesu skupnega slovenskega gospodarstva. In uspešni bomo le, če bomo sodelovali. Tako nam bo s skupnimi močmi tudi v prihodnje uspelo pisati nove zgodbe o uspehu. Želim vam uspešno konferenco in prijetno druženje, zbornici pa iskrene čestitke za 10. rojstni dan. Podjetništvo in drobno gospodarstvo je tako, kot če si predstavljamo organizem. Ne? Obstajajo sicer veliki organi, ki jih imamo, pljuča, srce in podobno, ampak brez kapilarnega sistema, ki pa vse prinese do te zadnje celice v telesu, pa nič ne funkcionira. In drobno gospodarstvo je odsev enega tega celotnega prepredenega ožilja enega telesa. In danes lahko pravzaprav vidimo to eno željo in močno porasti malih in srednjih velikih podjetij. Izpostavljale so se teme, kot so digitalizacija, iskanje, povečevanje kompetenc, kadrovska vrzel je nenehno prisotna v naših pogovorih in pa osrednja tema današnjega dneva, varstvo osebnih podatkov in kako bomo skladni z zahtevami Evropske unije in pa Slovenije od 25. maja naprej. Ja, poglejte, današnji dogodek je pravzaprav v prvi meri namenjen spoznavanju novega. Novo je GDPR, ki ga moramo do famoznega 25. maja uvesti v podjetja, pa verjamem, da bo neko prehodno, vse upamo, obdobje. Potem druga zadeva, da se poklonimo pravzaprav dobitnikom nagrad, tisti, ki so naredili precej za ostale, za druge in seveda za svoja podjetja in pa druženju izmenjavi praks in to je konferenca enkrat na leto prav dobrodošla. Občutki so čudoviti, ne? Pomladni veter ga razumemo tudi, če gledam na dolino Trente, kot nekaj dobrega, ker pomladni veter prinesejo toplitev, rožice zacvetijo in v bistvu tudi naši posli praviloma zacvetijo, ko pride pomlad. Tako da krasne občutke, hvala. Nagrada, kot sem že v bistvu ob podelitvi povedal, ni samo moja nagrada, pa daleč od tega, da bi bila samo moja nagrada. To je nagrada celotnega tima in vseh prebivalcev doline, ki pomagajo soustvariti to zgodbo. V bistvu nekako smo se odločili, da če strnemo glave skupaj in iskreno verjamemo v neke cilje jih potem lahko tudi dosežemo. Tako da mislim, da to je nagrada in nekje potrditev dobrega dela za vse tiste, ki prebivajo oziroma prebivamo v vseh Soča, Trenta in Lepena. To, kar me najbolj veseli, je, da je res ta kampanja začela pravzaprav na tleh podjetniške organizacije, ki razume, da človek, ki bere, je drugače konkurenčen, je drugače inspiriran, ima drugačno domišljijo in tako naprej. Tako da take akcije, kot je ta, se mi zdijo zelo pomembne za prihodnost Slovenije in zato jo z veseljem povsod podpiram. Vsi tisti, ki so že zdaj spoštovali obstoječi zakon o varstvu osebnih podatkov, za tiste upravljavce zbirk osebnih podatkov res ne sme biti panike. Torej, absolutno so potrebne neke prilagoditve na novo splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov, vendar absolutno to ne pomeni nekega prekomernega dela in nekih prekomernih težav. Torej, za vse tiste, ki so že zdaj spoštovali obstoječo zakonodajo, so dokaj na varni strani.
Danes smo slišali veliko informacij pa razlag okrog GDPR-ja. Smo imeli zelo kompetentne sogovornike, kot so informacijska pooblaščenka, potem odvetniki, svetovalci za to področje, računovodski servisi in tako naprej. Zdi se mi, da je največji problem tega našega celotnega, te naše poti v digitalen svet, problem, da moramo razumeti, kako v digitalnem svetu obvladujemo podatke, dokumente, procese in te stvari. Osebni podatki so samo del te vsebine. Paziti moramo, da smo na varni strani, paziti moramo, da poslujemo pravilno, zakonsko skladno z evropsko regulativo. Tle ni samo GDPR regulativa, tle še IDAS, je še cyber security, je še odprti trg in tako naprej, IP, to se pravi intellectual property. Tako da mi se počasi moramo začeti zavedati, da pravzaprav ta virtualen svet in fizični svet, ki smo ga bili navajeni, počasi prehajata v neko novo okolje, z novimi zakoni, z novim načinom poslovanja, ampak obnašati se moramo pa tako, kot smo se obnašali včasih. In ta današnja okrogla miza je vsaj meni dala neke vrste dodatno potrditev, da če smo vestni, če razmišljamo o uporabniku, če delujemo, tudi če smo delovali skladno z zakonodajo in skušamo te transformirati iz papirnega tudi v elektronski svet, smo pravzaprav pol dela ali pa še več že opravili. Ker pomeni, bodimo fair do uporabnikov, bodimo fair do lastnikov osebnih in drugih podatkov in delujemo pravzaprav čim bolj poslovno skladno in bomo pravzaprav na varni strani, po mojem, brez kakšnikoli problemov. Na današnji MSP konferenci, katere se je udeležilo 110 udeležencev, je glavna tema uredba o varstvu podatkov, ki prične veljati 25. maja, to je znana GDPR. V uvodu seveda smo imeli kampanjo Slovenija bere, podelitev priznanja Pomladni veter, vendar osrednja govornica je bila gospa Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka. Udeleženci so v bistvu iz predavanja lahko razbrali, da je ta uredba 25. maja praktično velja, razen če bo sprejeta druga varianta zakona o varstvu osebnih podatkov, o kateri ravnokar razpravljajo v Državnem zboru. Iz razprave lahko videti, da veliko, predvsem malih, mikrosrednjih podjetij ne vedo, kako se točno pripraviti, tako da se nam zdi na naši zbornici, kjer zastopamo ravno ta del, segment gospodarstva, razvidno, da podjetja še niso pripravljena in da je ta rok od danes do 25. maja zelo, zelo kratek. Tako da namen naše konference je apelirati na vlado, da čim prej sprejme po hitrem postopku zakon o varstvu podatkov številka 2.